Jaz bi vam to povedal, da v sebi ministrice imamo velike zaveze. Vsem željam ne more ustreči, ampak trudi se. Kakšna gospodarija nam kdaj uspe, tako da zdaj smo malo ukrepili že finančno področje, predvsem zaradi zveze bo pomembno. Je pa res naše, rekla, osnovno poslanstvo, da predvsem največ naredimo na področju športa otrok in mladih, tudi zato, da bomo vse takšne dosežke lahko spremljali znova in znova. Če se kje ustvarja tista najbolj pomembna baza za vse nas, je seveda v začetku, v tisti zgodnji fazi, v zgodnem obdobju odraščanja. In če še s tem privzgojimo zdrav življenjski slog, ne Jelko, potem smo pa naredili res največ, kar lahko tudi za zdravje naroda. In to je nekako naše sporočilo v mandatu. In upam, da nam bo uspelo. Ampak predvsem zaradi vas. Hvala. Zdi se, da so dotikanje, taktilnost in tip najzanesljivejše, kar obstaja. Tip zaseda posebno mesto med ostalimi čuti zaradi svoje neposrednosti. Notranjost in zunanjost v najbolj elementarnem smislu obstajata le, koliko lahko mislimo mejo dotikanja. Mejo površine, ki se drbne ob drugo površino, v svoje prvo drugo. Dotikanje je torej razlika. Dogodi se na meji in vzpostavlja mejo. Ne moremo misliti meje, ne da bi se ta dotaknila nečesa, kar je onkraj nje.
Dotikanje je torej razlika. Nakazuje ves čas prvo idejo razlike, razliko bitja do nečesa drugega, ki se ga dotika. Celo za uporabo zelo približnega opisa moramo vplesti množico pojmov, zelo spektakularnih pojmov, ki imajo hude posledice, kot so meja, razlika, notranjost, zunanjost, telo, jedro jaza, materialnost, drugi, drugost, sam pojem prostora, stika, omejenega in neomejenega. Dotikanje takoj materializira in otepljivo poprsoti nekatere osnovne pojme in elementarne spekulativne odločitve. Kaj je identiteta dotika? Ali lahko v isti dotik vstopimo dvakrat? Dotik podeli najvišjo vrednost in pripelje do izgube največje vrednosti. In v zgodovini ne manjka dokazov za oboje. Pravi medij tipa ni ločen od telesa kot preostalih čutil, ampak je del telesa samega. Meso, ki povezuje površino, kožo z notranjostjo, z notranjim čutom, sedežem čuta, ki je njegovo srce in je prav srce samo. V bistvu se dotikamo s srcem, a le prek medija mesa. Meso je torej razdalja telesa do samega sebe, njegova notranja razdalja med kožo in srcem. Pri drugih čutilih, kot sta vid in sluh, potrebujemo zunanji medij. Niso v stiku, so to dotik nadaljavo. Duša ima oko in nima tipa in njeno zrenje ni dotikanje nadaljavo.
Človek je nekaj, kar je treba preseči. Človek je vrv, nabeta med živaljo in čez človekom. Veliko na človeku je to, da je most in ne cilj. V svojem prijatelju moraš imeti svojega najboljšega sovražnika. Prijatelj vam budi praznik zemlje in slutnja čez človeka. Ne svetujem vam ljubezni do bližnjega, svetujem vam ljubezen do najdaljnega. Moj duh ne mara več hoditi po skojenih podplatnih. Na meni je nekaj neranljivega, nepokopljivega, nekaj, kar razganja skale. Samo v plesu znam povedati prispodobo najvišjih stvari. Plesalec ima oko v prstih na nogah. Jaz sem znanilec bliska, ta blisk pa je čez človek. To je torej moja pot. Kje je vaša? Srce. Beseda pomeni celo vrsto vzgibov in želja. A nedvomno drži, da je srce predmet darovanja. Srce je organ želje. Kaj bo svet? Kaj bo drugi naredil z mojo željo? To je tisti nemir, v katerega se stekajo vsi vzgibi srca. Vse srčne težave. Mislim, da dajem srce. Vsakič, ko mi to darilo vrnejo, lahko zatrdim, da je to tisto, kar ostane od mene. Srce. In to srce, ki mi ostane na srcu, me boli. Boli zaradi vala, ki ga je preplavil z njim samim. Edino le otroke in zaljubljence boli srce. Naštel bom 3 preobrazbe duha. Kako se duh spremenil kamelo, kamela v leva in leva nazadnje v otroka. Mnogo težkega je deležen duh, močan, težaški duh, v katerem je spoštljivost. Kaj je najtežjega, sprašuje težaški duh. Ponižati se, da zadeneš svoj napuh, pustiti norosti, da zablešči, uspeti se na visoke gore in skušati skušnjavce, ljubiti tiste, ki nas ponižujejo. Vse to najtežje vzame nosljivi duh nase, kakor kamela, ki je otovorjena, hiti v puščavo, tako hiti duh v svojo puščavo. V najsamotnejši puščavi pa nastane druga preobrazba. Tukaj se duh spremeni v leva, hoče si upleniti svobodo in zagospodariti. Zakaj je potreben lev v duhu? Ga ni dovolj tovorna žival, ki se odpoveduje in je spoštljiva. Ampak ustvarjati nove vrednosti, tega niti še lev ne premore. Duh leva pravi, jaz hočem ustvarjati si svobodo za novo ustvarjanje in sveti ne, tudi pred dolžnostjo. Zato je potreben lev. Kaj pa zmore otrok, če se niti lev ni zmogel? Otrok je nedolžnost in pozaba, začetek od kraja, igra, iz sebe vrteče se kolo, prvi gib, sveti jaj, za igro ustvarjanja
je potreben sveti ja. Duh hoče pač svojo voljo. V svetu izgubljenih si pridobi svoj svet. Kaj pa zmore otrok, če se niti lev ni zmogel? Otrok je nedolžnost in pozaba, začetek od kraja, igra, iz sebe se vrteče kolo, prvi gib, sveti ja. Za igro ustvarjanja je potreben sveti ja. Duh hoče pač svojo voljo. V svetu izgubljeni si pridobi svoj svet. Kdor bo nekoč naučil ljudi letati, bo premaknil vse mejnike. Vsi mejniki sami mu bodo zleteli v zrak. Zemljo bo na novo krstil. Težka sta mu zemlja in življenje. In tako hoče duh teže. Kdor pa hoče postati lahek in ptič, ta mora ljubiti samega sebe. Tako učim jaz. To ni zapoved za danes in jutri, da se naučiš ljubiti. Človeka je težko odkriti in še najtežje samemu sebi. Samega sebe odkrije, kdor pravi, to je moje dobro in zlo. Spoštujem uporne izbirčne jezike in želodce, ki so se naučili govoriti jaz in ja in ne. Eni so zaljubljeni v mumije, drugi v strahove. Kdor se hoče kdaj naučiti leteti, se mora najprej naučiti stati in hoditi in tekati in plezati in plesati. Letenja si ne priletaš. Preizkušanje in spraševanje je bila vsa moja hoja. To je torej moja pot. Kje je vaša? Tako sem odgovarjal tistim, ki so me spraševali za pot. Te poti
namreč temi. Ljubim tistega, ki ne pridrži zase kapljice duha, temveč hoče biti ves duh svoje čednosti. Tako stopa kakor duh čez most. Ljubim tistega, ki ga je sram, če pade kocka njemu za srečo in potem vpraša, se mogoče slepar pri igri, hoče namreč zatoniti. Ljubim tistega, ki meče zlate besede pred svoja dejanja in zmeraj še več drži, kakor obljubi. Hoče namreč svoj zahod. Ljubim tistega, ki je svobodnega duha in svobodnega srca. Tako njegova glava samo drob njegovega srca, srce pa ga žene v zahod. Ljubim vse tiste, ki so kakor težke kaplje in posamič padajo iz temnega vlaka, visečega nad človekom. Naznanjajo, da pride blisk in gredo kot znanilci v zaton. Jaz sem zanimljiv bliska in težka kaplja iz oblaka. Ta blisk pa je čest človek. Cenjeni gostje, dragi športnice in športniki, spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, dober večer.
Dobrodošli na slovesni podelitvi najvišjih državnih priznanj na področju športa, ki so poimenovane po eni najvidnejših osebnosti v zgodovini slovenskega športa. Po človeku, ki se ni proslavil le kot športnik, temveč tudi kot športni delavec, trener, mecen, velikanski športni navdušenec, je vsestransko tehnično podkovan strokovnjak in inovator. Po njegovi zaslugi je slovenski šport poletel, in to dobesedno. Na njegovi skakalnici v Planici je človek leta 1936 na smučeh prvič preskočil 100 metrov. Na njegovi velikanki so postavili 12 rekordov in prebili mejo med smučarskimi skoki in poleti. 52. Blotkova priznanja podeljujemo le nekaj dni pred začetkom 52. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v finskem Lahtiju, v času svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v švicarskem Sankt Moricu. Kot vedno jih podeljujemo blizu slovenskega kulturnega praznika in blizu obletnice rojstva Stanka Blotka. Ta je 11. februarja. No in seveda po koncu tedna, ko je na Ljubnem minil svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske pod geslom Letimo z visokimi cilji. Seveda ne pomnimo, da poznate izvrstne uspehe naših na omenjenih in drugih tekmovanjih v zadnjih dneh. Spoštovani nagrajenke, spoštovani nagrajenci, spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, spoštovana gospa ministrica za znanost, izobraževanje in šport, dr. Mojca Bremčič-Pakovec in spoštovani vsi prisotni navzoči. Že drugič zapored s slovesnostjo podeljevanja Blotkovih priznanj gostujemo tu na Brdu pri Kranju in že 11. ob spominu na 11. februar rojstni dan inženir Stanka Blotka. Prej so se priznanja podeljevala ob obletnici Blotkove smrti, torej vsako leto okrog 26. novembra. Leto 2016 je bilo olimpijsko leto in poletne olimpijske kot tudi paraolimpijske igre v Rio de Janeiro so bile cilj milijonov športnic in športnikov ter ljudi, ki delujejo v športu. Za nekaj več kot 10.000 nastopajočih je bilo na voljo vsega okrog 300 kompletov medalj. Tudi pri Blotkovih priznanj je kandidatov podobno kot v olimpijskih igrah mnogo več, kot je na koncu srečnih nagrajencev. Olimpijsko leto je za Blotkov odbor pomenilo tudi napoved izredno zahtevnega dela. Zelo uravnotežena in z izkušnjami bogata zasedba tega odbora je tudi tokrat poskrbela za poglobljeno in pozitivno obravnavo predlogov, ki je preko strpne razprave kljub letošnji zares izredni konkurenci pripeljala do odločitve o izbranih prejemnikov Blotkovih priznanj za leto 2016. Do razpisnega roka, to je 16. decembra lani, je prispelo skupno 67 vlog za 50 posameznih nominirancev, torej posameznikov, ekip, društev, klubov, kar je za 10 vlog manj, nominirancev pa je bilo enako kot leto poprej. Skupno je bilo kar 85 predlagateljev, posameznikov ali organizacij. Za nagrado je bilo predlaganih skupno 27 kandidatov, od tega je bilo največ 11 predlaganih za življenjsko delo, 4 za izjemen dosežek v športu in 9 za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa. Za Blotkovo plaketo je bilo 26 nominirancev, kar pomeni, da je bilo razmerje
med nagradami in plaketami prvič izenačeno. Pri plaketah so prevladovali predlogi za pomemben športni rezultat, kar 15, za prispevek k razvoju športa 5 in za življenjsko delo 7. Razmerje predlogov med spoloma je bilo kar 35 proti 9, seveda v korist moških, ostalo so bile ekipe ali organizacije. Zanimivo pa je tudi to, da v zadnjih letih noben predlog ni prispel po pretečenem razpisnem roku in da po številu predloženih vlog prednjači osrednja slovenska regija. Sledijo ji Štajerska, Gorenjska in nato Primorska ter Prekmurje. Odbor je ugotovil, da so vloge prispele iz 24 krajev po Sloveniji in da ni nobenega predloga bilo iz Maribora in Jesenic. Nagrade in priznanja, ki jih podeljujemo nocoj, so namenjene Plovdkovim naslednikom, ljudem, ki so podobno kot Stanko Plovdek svoje življenje posvetili športu z veliko začetnico, ki so doumeli, da je šport lahko tudi osebna sreča in zadovoljstvo in da ni vse v denarju in v medaljah. Nemara dan danes pravilna izbira še pomembnejša, saj živimo v časih, ko sta svet in z njim tudi športno gibanje na velikih preizkušnjah, še posebej etičnosti in moralnosti ter iskanja vizije razvoja v prihodnje. To je bilo, oziroma je bilo vlade Japonske v priliki lanskega obiska v Tokiju, ko so mi posredovali ta originalni posnetek, ko sem prijel po več izvedenih vaj, s to zadnjo vajo na konju zvučaj zlato kolajno in to po 52 letih so me pravzaprav resnično razveselili. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Miroslavu Cerarju, vabljeni, da kar ostanete na prizorišču, kamor vabimo tudi članico odbora za podeljevanje Plovdkovih priznanj Katarino Vedolini. Skupaj s predsednikom odbora sta podelila Plovdkove plakete in nagrade. Njegova poklicna pot je zapisana v športu. Kar 29 let je predsedoval Športni zvezi Murske Sobote. Aktiven je bil v Slovenskem združenju mednarodnih iger šolarjev. Vrsto let je sodeloval z romskimi športnimi društvi. Dejavno se je vključeval v slovensko hokejsko dogajanje, še posebej v hokej na travi. Poleg številnih priznanj je leta 2015 od Olimpijskega komiteja Slovenije prejel plaketo za življenjsko delo. Plovdkovo plaketo za življenjsko delo v športu prejme Stanko Krčmar. Članici odbora za podeljevanje Plovdkovih priznanj Katarini Vedolini in predsedniku odbora Miroslavu Cerarju. Od zadnji pa nam bo danes spregovoril Plovdkov nagrajenec Jelko Gros. Prosim. Posebna čast mi je doletela, da v imenu vseh nagrajencev spregovorim nekaj besed, predvsem zahvalnih besed. Seveda na prvem mestu v odboru, ki je prepoznal naše delo, naše zasluge v tem športu, mogoče nekaj lažje prepoznati rezultate, ker ti medalje same štejejo, veliko teže pa izluščati med mnogimi funkcionarji, ki v tem športu delujejo tiste, ki si zaslužijo nagrade za posamezno leto. Posebna zahvala gre seveda predlagateljem, tistim, ki so nas predlagali. Meni plaketa pomeni dejansko več kot 30 let dela v športu. Bil sem v različnih športnih panogah, tako hokej na travi, v rokoborbu,
potem pravim, vodil sem športno zvezo mestne občine Murska Sobota, bil sem tudi dejansko kot edini ne-Rom predsednik nogometnega kluba Pušča v romskem naselju Pušča, tako da dejansko sem na vseh področjih bil aktiven. V športu sem dejansko preko 30 let, od tega sem 29 let vodil športno zvezo mestne občine Murska Sobota, še prej njeno predhodnico zvezo telesno-kulturne organizacije Murska Sobota, torej bivše občine Murska Sobota.